Dober večer in prav lep pozdrav, lepo sredo. Mečkanje hladno, ampak se ne bomo sikirali, vse smo na toplem. Upam, da pride lepo vreme zdaj za tale podaljšan vikend. Prazniki so počasi tukaj. Tisti, ki uživate v kakšnem dopustu, počitnicah, pol super vam privoščim. Upam, da nas tudi spremljate. Če imate pa kaj odveč časa, lahko tudi na YouTubeu nas malo pogledate. Imamo vse oddaje lepo napisati, noter v iskalec Popcorn ali pa VTV, pa boste našli vse za nazaj. Tako da to je to. Ampak najboljše pa uživo. Lahko da kaj kiksnemo, pa pol mogoče zrežemo to ven, daj drugič, ne? Imamo mi danes super goste. Andrej Vilčnik je z nami, pa prihaja tudi mi dva. Tone Kregar bo naša družba danes in upam, da tudi vi. Andreja pa že pozdravljamo v studiu, živo, lepo pozdravljen. Kako smo kaj? Zdravo, Igor, v redu. Fajn. Si v redu, a smo te kje zmotili, ker smo te ravno zdaj povabili na tale dopustniški teden? Se mi zdi, da kar ljudi veliko, ogromno v bistvu je šlo kam. So šli, ampak niste me nič zmotili, zelo vesel sem povabila. No, me veseli. Ja. Ker si prvič tukaj, ne? In te moramo malo spoznati, ne? Moramo malo vedeti, o kom se gre, ne? Če te še kdaj povabimo ali ne. Ja, to danes bomo videli. Ja, danes je tisti dan D. Dva spota bomo predstavili. V bistvu se už pa ti predstavil. Predvidevam, da si tam nekje iz okolice Maribora. Ja, res je. Izvorno sem iz Slovenske Bistrice, ampak drugače pa živim v Mariboru. Ja. Živiš v Mariboru. Pa delaš tudi v Mariboru, vem, da imaš enih par zased, nisi samo kot kantautor, ne? Ja, res je. Nastopam sam kot kantautor, potem v duetu Andrej in Ida. To že tudi skoraj 10 let. Sicer pa v novo nastalem kvartetu Vox Lire, pa v komornem zboru Hugo Wolf. Okej, dober je. Ja. Si bolj v tej umetniški sceni, ali kako? Ali kombiniraš nekako svojo, da moram reči, pop glasbo ali pa kantautorstvo z malo bolj klasično glasbo? V narekovajih zdaj klasično govorim. Razumem. Ne mislim, da je neka simfonija. V bistvu stvari so se nekako organsko zgodile, da se enih 6 let nazaj so takratni mariborski koncertni zbor, ki je projektni zbor, so iskali pevce, konkretne base, za en projekt izvedbe Beethovenove 9. simfonije v Gradcu pa Vajcu. Ja. Jaz sem šel na audicijo k zborovodi Alešu Marčiču in so me sprejeli. Potem pa sem z njimi sodeloval 4 leta, med drugim tudi, ko je bil Andrea Bocelli v Ljubljani, v Stožicah, smo bili mariborski koncertni zbor z njim na odru. On pa je sicer ta Aleš Marčič tudi vodja komornega zbora Hugo Wolf iz Maribora, tako da sem se še lani potem še njim pridružil malo bolj konkretno. Ja, super, ne more vsak reči, da je bil z Andrejem Bocellijem na odru, ne? To je res, ja. Dobre. Ste se kaj podružili drugače tudi? Z Bocellijem? Ja, smo en pir spili. Ne. Ja, se ravno misli res, spili kak pir ali pa kaj? Ne, to žal ne. Dobro. Andrej, nekaj skladb bomo danes, torej dve bomo danes predstavili, ampak verjamem, da jih imaš kar veliko, ne? Kot kantautor, res mislim, da kar hitro nastajajo, ne? Ja, narejenih imam veliko. Izvajam jih tudi sam, ko nastopam. V bistvu 60% recimo nastopa, ki traja uro pa pol, imam avtorskih pesmi, ampak izdanih še pač nimam toliko. Ja. To je pa pol potrebno malo, ne, tudi studijskih ur plačati, pa pol videospote dela, to pa pol tudi ni hec, ne. Malo večje zalogaje, tisto pa gre pač bolj počasi. Deva midva za začetek Premrla. En tak zanimiv naslov. Verjetno ti pišeš glasbo in besedila, ne, če si kantautor, je pa to kar v redu, ne, da ti nekdo drug piše malo. Zgubiti spomen, ne, kantautorstvo. Ja, potem bi si težko rekel kantautor načaloma, ja. Ja, Premrla je ena taka pesem, ko je nastala enih 5 let nazaj. Takrat sem potem tudi jo posnel z Dejanom Berdenom, sicer pianistom zasedbe Patetiko. Ful vrej je det, pozdravljen Dejan, če si kjerkoli tukaj, da boš spremljal. V glavnem smo to pri njemu posnela v Filovcih, tam proti Murski Soboti. Mi je tudi aranžma naredil, tako da to je bil en taki prvi malo bolj profesionalno narejen komad, za katerega je tudi bil posnet videospot v sodelovanju z Škocjanskim zatokom pa društvom DOPS. Je bilo malo dobrodelne note. So se zbirala ena sredstva za takratni projekt nabave defibrilatorjev pa invalidske rampe, pa še en ekstra projekt, ki je bil za kup gozda strani DOPS-a. To je bila akcija Gost 5, takrat za gozdne specialiste, se pravi za ptice, ki rabijo nedotaknjen gozd, prepuščen samemu sebi, ne, in so se pač preko te akcije
zbirala sredstva za ta namen, ja. A so dobili pa tisti gozd? Zdaj me pa res zanima. Tako si lepo predstavil, da me prav zanima, kaj je s tem gozdom zdaj. Jaz potem nisem bil nadalje obveščen o tem, kako so stvari potekale, ampak mislim, da ja, no. Sem prepričan, da ja. Zdaj, kje točno ta gost je? Ja, dobro, vse to ni važno. Da ne bi šel še kakšni Italijani ptice vidita, ne veš, kaj oni imajo parade te ptice. Tega ne smemo javno povedati. Sam da vidiš ptico, pa jo že je, ali pa ne vem, neko morsko kumaro tam. To jih vedno dobijo pa na meji te Italijane. Skoraj tako Romune z drugo robo, tehnično. Hvala Bogu, da si me ustavil. Da ne bi to potem res prišalo na nekem meniju, neki Michelinovi restauraciji, neki belohrbti ogroženi detelji. Recimo, ja. Ja, dajmo mi tole premrlo zdaj zavrteti. Ti lahko rečem, kar še povedano ni bilo, da se s klišejem ne opečem. Ali je to že to? Ti časi so že mimo, sploh so kdaj bili. Srce zdaj ljubi zimo, tudi to se kdaj zgodi. Ne sprašuj preveč čemu, zakaj, časa ni več na pretek. Dale mi dva in še kdo, dokdaj, obetov poln je le še zdaj. A ti še nosiš tista očala, ki sem ti kupil jih za Božič. Upam, da že zdavnaj si jih vrgla proč. Ostrine ni bilo dovolj. Kaj vas sploh veze, ko krivimo prostor čas? Dokler sonce ne obsije Milskega, preklel in ljubil bom to vas. Če si pozvonila, na tebi dobro znan naslov. Izpod dežja si se izvila, plašč premočen do robov. Prihajaš vsa premrla, le v očeh prevejan žar. Veš, da tu se boš pogrela, pustila svet skrbit nemar. O, kako je lahko lepo, ko na isti si valovni. V smehu se zavedaš, da vse je le igra, da vse je le igra. No. Evo, takole, zdaj smo spoznali malo življenje ptic, ne, in oseb povezanih z njimi, ali karkoli. Ja, lepo, en tak baladnega značaja tale pesem. Kdaj najlažje pišeš? Tako proti večeru, ali kdaj te zagrabi tista želja, da moš pa nekaj sebe dati?
Dejansko je večinoma proti večeru, ja. Ampak načeloma je tako, da ko vdari tisto, če v tistem trenutku se vsedem pa napišem, potem ni nič. Pol gre, ne? Ja, si misliš, se bom spomnil tako kot sanje ali pa nekaj, ne? Pa se pol ne spomniš. Ne, res je, ja. To že jaz, ko grem v trgovino, vse ne rabim listka. Da, sem spomnil, mlek se bom pa že spomnil vzeti. Priješ z trgovine, sam mlek dejansko. Ne vem, kupiš stvari, ki jih nisi že 20 let, pa mlek pozabiš, pa si mi že zdaj bom pa kavo črno pil. Tudi nič hudega. Pač, če nimaš v glavi, ne imaš pa, ne vem, kje drugje. Ja. Andrej, drugače, kaj je scena v Mariboru, kakšni so kaj nastopi, koncertno prizorišče in tako naprej? Maribor je kar fajn, no. Malo sem upoznal, da ga je korona vseeno zdesetkala. Enih par lokalov, ko je bilo meni recimo osebno všeč, recimo Sačmo Jazz Club, se je zaprl. Ampak drugače je pa vredi scena, ker je močna ta nova generacija mladih glasbenikov, takih zanesenjakov, ko ustvarjajo, rekel, veliko brez neke posebne podpore, pa na lastno pest in se je oblikovala ena taka lepa skupnost, ko si pomagajo med sabo, pa producirajo v kakih predelanih podzemnih bunkerih ali pa kaj takega. In lušno, ja. Ja, so tudi kar nekaj izvajalcev zdaj, ki prihaja z Maribora oziroma okolice, ki so kar uspešni, predvsej uspešni. Ja, nivo se je fejst dvignil, ja. Kar super. Drugač pa koncerti imaš nekaj, najprej da smo se pogovarjali, si mi kar enih par naštel. Ja. Si kar priden. Imam kar, ja, zdaj ta prvi bo 11. maja na Ptuju, bo imela pesnica Sonja Votulen predstavitev pesniške zbirke Pankrt. Se poznama tak iz te scene, no, malo pesniške, kantatorske, kako bi rekel, in jih bom malo zaigral zraven. Potem pa imamo z Vox Liraj kvartetom na Lentu nastop, festival Lent namreč, 27.6. Z Andrej in Ida duetom bova nastopala 11. julija pri Vodnem stolpu, tudi na Lentu. Ne na festivalu Lent, ampak na samem Lentu, ob reki Dravi. Potem 28. maja imam nastop v klubu Vakuum v Gradcu, skupaj z dvema folk skupinama Misty Moon in Napaeja. To kot kombinacija enega takega mariborsko-graškega, ker sta to tudi pobrateni mesti, izmenjave, ali kako bi rekel, umetniške, in 3. oktobra bosta pa potem ti dve skupini prišli v Vetrinc v Mariboru, pa bomo tudi tam potem skupaj nastopili. Ja, no vse daleč ni, realno, tiste pa urce, ne, gor pa dol. Ja. Pa le, drugo največje avstrijsko mesto, ne, Graz. Ja, ful je fajn scena. Pa drugo največje slovensko mesto, Maribor, ne, tako da ste se našli. Ja. Je super, le, pa malo mednarodno, greš še malo čez mejo, malo odbrenkat, ne. Se to, ja. Še lahko greš shopping, pol zraven Ikeo, malo prej, veš, ali pa, ne. Jaz nisem za shopping, mogoče v kakšni taki trgovini z nekimi vinilkami, tu imate sicer laser diske, ampak ja. Vse to mislim. Ja, to bi pa šlo, ja. Ja, luštno, koncertov torej veliko, kar je dobro slišati. Daj mi pa malo povej o zadnji skladbi, ki si jo pred kratkim, nedavno je bila izdana, ne? Odkar te poznam. Odkar te poznam, ja. To je ena od dveh skladb, ki prideta ven zdaj, odkar te poznam je prišla zdaj v začetku marca. Ta druga, Down the Road, pa bo prišla konec maja, tako da ni ravno EP, ampak sta pa dve. Videospot je nastal v sodelovanju z Rokom Breznikom, v njem nastopa tudi igralka Evelina Soršak-Žumer, posneto je bilo pri Maticu Mlakarju iz Alo Stari. Taki preprost, hotel sem narediti en umirjen, preprost komad, ko malo je mogoče kontrasten temu, kak se današnji svet doživlja z temi konstantnim napadom novic in vsega. Ker ima preveč, a ni? Preveč, ful preveč. Tako da. Skratka, ja, lej, jaz mislim, da je to takole, ne? Izklopiš televizor, telefon uporabljaš za ne vem kaj, za klice, pa za SMS-e, pa se rešiš tega. To. Ker dejansko, takoj ko odpreš nekaj od tega, vidiš unga oranžnega, ki je pameten tam. Pol vidiš te naše, ne? Ja. Človek mora kar malo v naravo poslušati ptičje petje, ne? Tako da tudi tisti gozdovi zaščiteni s pticami niso slabo. Mi bi rabili take gozdove zaščitene. Ja. Lahko greš tja, pa si tam.
Nedavno sem si postavil jurto na Pohorju. Daj nehi. Glih za tem namenom, ker delam izobraževanje za vodnika po regijskem parku Pohorje. 2 leti nazaj je bil ustanovljen regijski park Pohorje, eden od 4 v Sloveniji. In eno zavarovano območje tudi. Tako da, umik v naravo pač. A si kaj gor, prenočiš, si kaj dlje časa gor? Se pravi, stoji zdaj komaj 1 teden, ampak namen pa je, da bom čim več gori, ker tudi iz vidika muzike, recimo v bloku ful težko ustvarjam zaradi sosedov. Plac za vaje v Mariboru je Bog pomaga dobiti, tako da bo tudi to malo tako dublalo kot studio, najlepo. The best. A vrata imaš to vse zaklenjeno, da mogo kakšni medvedi skočiti? Ne, medvedov se ne bojim, to ni panike. Sicer so volkovi zdaj po novem, mislim. Sem slišal, da imajo en trop tam, Tega se ful nadejam, da bom lahko slišal zvečer kako tuljenje, ampak ni pa problema to kakega posebnega. Noro, pa lahko še tam, ne vem, še kakšne koncerte, veš, nekje v naravi. Dobro, se je lepo kres, ogenj, pa malo brenkat kitarco, kaj je lepšega, ne, v bistvu? Ja, dolgoročni plan je tak, da bi se, sicer zdaj dolgoročno pomeni 5-10 let, da bi se dejansko ustvarilo tam eno tako prizorišče, ker bi mogoče lahko predvsem bolj kaki folk glasbeniki, recimo, ko ne rabijo toliko elektrifikacije, prišli tuji odigrati, kaj to bi bilo super. Upanje in zagnanost, pa ustrajnost. Ustrajnosti pa res rabiš. Vse posod, ampak pri muziki pa tudi kar, Sploh v Sloveniji, ne, delaš, pa ne. Počasi gre, zelo počasi. Mnogi že obupajo pa vmes, 2-krat. Ja, verjetno res je, samo ne vem, imam občutek, da tisti, ki ne, da jim je to vsaj toliko nuja, kot jim je želja. Meni je definitivno tudi nuja. Nuja, ne. Tako da, tudi če bi ne imel kakih špilov, bi sam doma sigurno vedno kaj igral, Vsekakor. Jaz ti želim čim več špilov, pa seveda čim več uspehov, pa tudi kakšna plata, da pride pol. Mogoče na vinilki, to tudi ne je bilo bed. To ne je bilo še malo. Ampak zdaj gremo pa v bistvu, na Odkar te poznam, aktualno singelco. Najlepša ti hvala za obisk, pa ko bo kaj novega, pa se zopet slišimo, ne? Oziroma vidimo. Štima. Pa na kakšnemu koncertu, v Graz nas povab. Povabljeni, lepo, pa na festival Lent. To pa itak, ne? To pa Maribor pa kar živi za ta festival. Fajn je. Jaz sem bil vsako leto. Edin, kar sem zgrešil, pa ne vem, kako mi je to uspel, je bil Đorđe Balašević. Na Lentu je bil, sem rekel, vse možakar še bo, vse ga bom še videl, pa ga pa nikoli nisem videl. Pa mi je bil eden izmed priljubljenih izvajalcev. To je treba iti. Drugače zamudiš, tako sem jaz James Browna zamudil. Sem mislil, se še bo, pa recimo, tako da Jamesa Browna, Balaševića. Sem bil pa na Skid Row na Lentu. Nice. To sem pa šel, Sicer brez Sebastian Bacha takrat že, ampak nič hudega. Tudi to je v redu. Mogoče pa Sebastian kdaj še pride. Tako da, to je to. Andrej, najlepša ti hvala za obisk, za vse skupaj. Mi bomo pa nadaljevali torej z Odkar te poznam. Ko bo kaj novega, Andrej, se vidimo. In potem pride k nam že Tone Kregar iz zasedbe Mi2, da malo predstavijo novo singelco, malo predstavijo, kje bojo kaj nastopali in tako dalje. Jaz upam pa, da tudi vi ostanete z nami. Dajmo pogledati še tale preomenjeni spot. Odkar te poznam, končno se po noči mirno spi. Odkar te poznam, končno se po noči mirno spi. Okna se rosijo od vročine, ki jo ustvarjava mi dva. Ptice se po nebu podijo, tla pokrila je odeja snega. Teatralno zaziham, ti se delaš, kot da še spiš. A na smehu kotičku ustnic te izdaja, oči zaprte
a se komaj zadržiš. Odkar te poznam, končno se po noči mirno spim. Odkar te poznam, končno se po noči mirno spim. Na balkonu sediva, o kak je fajn na soncu tak sedeti. Spomnim se na gramofon, ti nama zviješ enega za lepši svet. Pridi, stisni se k meni, pusti preteklost, kava že diši. Odkar te poznam, končno se po noči mirno spi. Mirno spi, 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 mirno spi. Okna se rosijo od vročine, ki jo ustvarjava midva. Takole v studiu pa zdaj že pozdravljam današnjega drugega gosta, Tone Kregar je z mano in seveda skupina Mi2. Živijo, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, živijo. Kako si kaj? Ma, glej, v redu. Zdaj sem naravno razmišljal, se mogoče ti spomniš, kolkič sem že tu zapored. Kako dolgo že hodim v tvojo oddajo? Za 4-krat vem z glave, za kaj več pa že pol. Ja, samo pri tebi, ampak v samem tipu oddaje sem bil pa verjetno kdaj že prej. Verjetno že večkrat, mislim, ja. da po moje kakih 10-krat sem že tu. No. Kar je lepo, in vedno smo veseli, ko prideš. Stažu. Vedno smo veseli, ko prideš in vedno se veselimo tudi tvojih oziroma vaših novih spotov, skladb, ker so, se mi zdi, da vse manj ljubezenske, vse bolj družbeno kritične. Ma, ne vem, mogoče, čeprav jaz niti nimam tega občutka. Sicer smo mi zdi, da od nekdaj nekako ti dve plati poskušali nekako združevati, ne? Da redko katera ljubezenska pesem je izključno samo ljubezenska, pa tudi ni ravno veliko pesmi, ki bi v osnovi imele neko izključno družbeno kritično intenco. Se pravi, neka osebno v družbenem, recimo. Tega smo se poskusili držati. Ja. Kar je dobro, ker ima neko globino, ne? Nisem tisto na 1, 2, 3, ampak vedno ste tudi slovili potem, no, da imate neko globino, da imate neki, recimo, da 6. poslušaš, pa si misliš, čakaj, tega pa nisem skopčil do zdaj. A sem sam jaz tok butas, ne? Povej še meni, mogoče tudi ne vem. Ne? Ja, vsak najde nekaj zase. In evo, zdaj pred kratkim, mislim, da 2 meseca nekje nazaj, kaj bi ti govoril, Ivan, tudi ena taka zelo aktualna v tem času. To pa res ni ljubezenska. No, evo, na to sem ciljil, ampak o te bomo še povedala kaj več. Za začetek bomo otvorila vse skupaj skladbo Hin, ki je, mogoče celo nekateri ne vedo, kaj pomeni hin. Jaz sem zadnjič se menil s prijatelji, ki so iz Ljubljane. Ja. Čuj, kaj so oni rekli hin? Kaj je že to? Ja. Posnih sicer na hecu, da je nekaj drugega, ampak dobro je. In kaj si jim povedal? Jaz sem povedal, da je to tist, ki si čist delam po spolnem odnosu. Kar v bistvu je dejansko tudi malo res, ne? Biti hin ima več pojavnih oblik, gotovo. Ni nujno, da je to nepovraten konec. Ne? Seveda, lahko samo ena kaka faza, ko človek potrebuje malo okrevanja. Tako, tistih 5 minut. Lahko si utrujen, to je taka lepa, stara slovenska beseda za bodi si biti zelo, zelo utrujen, ali pa tudi biti mrtev. Tako. Ja. In v tem kontekstu, besedilo napisal, te pesmi napisal Jernej,
ampak je zelo jasno, tako da po mojega ne bom napačno tolmačil, pa pač govori o tem, ne, da se dejansko je neka svarilo in neke vrste opomin vsem nam, da človek živi samo enkrat in da neko pehanje zlasti za nekimi materialnimi rezultati in uspehi, mogoče seveda na nek način je pomembno, ampak ni pa vredno toliko, kot si morda mislimo, ker Matilda čakajo na čisto vsakega izmed nas in kot pravi spet stari slovenski pregovor, ne, v sabo nihče še nikoli ni vzel nič. Razen Kitajec pred kratkim sem bral, da se je pustil zakopati noter v 130 000 evrov vrednemu BMW, Mercedesu. Aha, no, vse mogoče, vse podobno so recimo faraoni počeli včasih, z njimi počeli. Ja. Zdaj pa, kaj pa ono stranstvo pa ne vem, ampak lušen komad pa je definitivno. Dajmo ga pogledati. Hin. Problem si ti se ne znaš ustaviti, oddahniti in si odpoči. Ker tu je denar, fajn položaj, potomci in dokazovanje, da še nisi tak star. Ne bi rad pametoval, je pa prav, da opozorim, tudi ti boš enkrat hin. Čemu vse to, vse bo odšlo, nobene nesenice boj, ko enkrat pojde pod zemljo. In pride dan, ko boš kesan, ugotovil, da si se butil vse življenje gnal za manj, da bo končni rezultat tvojih odrekanj brazgotin. Tudi ti boš enkrat hin, tudi ti boš enkrat hin, tudi ti boš enkrat hin. Čave ti firme, stanovanja, super žena, vudrsi. Tudi ti boš enkrat hin. Nastal, nič boš postal in blagor temu, ki verjame, da bo enkrat znova vstal. Pa tudi če pol nekaj je, resnično dvomim, da boš onstran zopet vozil svoj BMW, škal po plaži z 20 mlajšo in pod palmo srkal čin. Tudi ti boš enkrat hin, tudi ti boš enkrat hin. Čave ti firme, stanovanja, super žena, vudrsi. Tudi ti boš enkrat hin, tudi ti boš enkrat hin. Čave ti firme, stanovanja, super žena, vudrsi. Ko si hin, si hin. Dragi svojci, prijatelji, poslovni partnerji, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo. Tudi ti boš enkrat hin, tudi ti boš enkrat hin. Čave ti firme, stanovanje, super žena, vudrsi. Tudi ti boš enkrat hin, tudi ti boš enkrat hin. Jaz pa nekje bom dal za rundo in na zdravju tvoj spomin. Tudi ti boš enkrat hin. Evo, tole so bili mi dva in pesem Hin, Tone je z nami. Po Hin, dokler nismo Hin, imamo še ogromno za narediti. Vsak ima neke svoje cilje, vsak ima bolj ali manj jasno zastavljen nek plan, ki se pol tudi malo zruši, levo, desno. Ampak gledam, da imate že pa vi en, saj kar se muske tiče karijere, en fiksen plan že tam od 95. leta. No. Zdaj, pred kratkim ste praznovali, ne? Ja, lani smo praznovali 30. obletnico delovanja skupine, ki se je začelo konec leta 95 za prvo javno izvedbo Črtice. Se pravi, relativno dolga doba, to sem prej tudi malo namignil, kolikokrat sem že bil samo v tej oddaji.
Vprašanje zdaj, če smo imeli takrat, moram sicer reči, da takrat na samem začetku še jaz nisem bil zraven, sem se pridružil tu nekje leta 98, kar je tudi že zelo dolga doba. Težko bi rekel, da je šlo za neki izredno jasen cilj. Takrat ti začetki so bili zelo tak naivno, romantični, razposajeni. Osnovna poanta, namen tega je bilo neko druženje, zabava. Sčasoma pa je ta dokaj amaterski projekt nekako se čedalje bolj profesionaliziral, tudi postajal resen. In ja, zdaj lahko rečem, da že kar nekaj časa pa dejansko mi dva funkcionira na precej drugačnih izhodiščih, kot pa je leto 95. Ja, ne? A ste takrat komulci še, a veš, kaj ste tako, si rekel, razposajeni, pa vse malo naivni in to naprej. Če bi si zdaj, recimo, šel nazaj v čas, bi si rekel takratnemu Tonetu, čuj, vi boste pa uspeli, vi boste pa eni najbolj popularnih, znanih slovenskih zased. Niti podrazno, jaz tudi mislim, da ravno ta nepretencioznost takrat, ne, vse prej kot neka resna ambicioznost, je mogoče botrovalo temu, pa da nam je pa res ratalo, ne? Ker smo se zadevo spravili res brez nekih jasnih, konkretnih ciljev, pa kje smo si pa mislili, da bomo recimo kdaj igrali pred, ne vem, v največji slovenski dvorani pred... Stožce recimo, ne, tako, kaj, 11,000 ljudi. Pred 11,000 ljudmi, recimo, ne? Da bomo posneli, kaj vem, 8-9 plošč, da bomo odigrali več kot 1000 koncertov, in mogoče... Da boste 30 let skupaj. Da boste 30 let skupaj, kar je pravzaprav največji dosežek, ne? Ja. Drži. Ker če ne bi bilo te neke kemije, ki je še vedno prisotna, ne bi zdržali. In to je tudi največji problem, večina bendov, pravzaprav, mogoče tudi zaradi nekih prevelikih pričakovanj na samem začetku in seveda nekih razlik, verjetno v pričakovanjih vsakega posameznega člana, razpade še preden jim lahko recimo na nek način uspe. Se pravi, to je tek na dolge proge, morda ni potrebno, da je tek na tako dolge proge, kot je bila naša, ampak jaz mislim, da je marsikaj se skriva ravno v tej nepretencioznosti, s katero smo se lotili tega. Ok. In zdaj greva, ker je zopet čas za kakšen spot, na aktualno singelco, kaj bi ti govoril Ivan, izdana nekje 2 meseca nazaj, fantastična, zelo v duhu Zeitgeista, no, ta čast, ki ne vemo sploh, kaj se dogaja. Zdaj pa kdaj, ko pogledam televizijo, nimam niti televizije, ampak malo na telefonu scrollam. Jaz se sam vprašam, kje smo, kaj delamo? Ne samo Slovenija, celotni svet govorim. Ne? In se mi zdi, da tale pesem dejansko zelo lepo opiše tole. Iz istega razloga je ta pesem tudi nastala. Ne? Jaz se strinjam, ne gre za neko vedro, veselo, pesem namenjeno razvedrilo, žal ne, ker pač res opisuje neko to okolje, ta čas, v katerem živimo in ki je po marsikaterih kriterijih pravzaprav slabši, kot je bil kadarkoli v preteklosti, zlasti v času naše generacije. In očitno je na neki točki je pravzaprav ta neka tesnoba v meni dozorela do tolikšne mire, da sem pravzaprav to neko svojo nemoč, razočaranje, neko jezo, tudi strah izlil na papir in to je, ne vem, če sem življenj tako hitro napisal, kot katero pesem. Ja, se inspiracija je bila tu, ne? Ja, žal. Žal, ja. Kaj pa spot? Kdo je delal spot? Kako ste snemali to? Spot, se pravim, glasbeno besedilo je moje, aranžma je seveda kot vedno rezultat celotnega ansambla, prideš z nekim osnovnim idejo in potem pa ostali glasbeniki bendov iz tega naredijo spodoben komad. Vizualizacija je pa delo mariborskega kolega Domna Rupnika, ki je z nami že sodeloval v preteklosti in ki je, ko je slišal to pesem, pravzaprav je takoj nam sporočil, da ima eno idejo in če mu zaupamo, bi on rad to idejo realiziral in resnično na koncu je bilo brez kakršnikoli sugestij, brez kakršnikoli napotkov je nastal izdelek, ki absolutno na najboljši možen način podpira samo sporočilo te pesmi. Ja, še Cankar bi požegnal. Težko, mislim, ne upam si trditi, ampak upam, da bi. Da bi, a ne. Ja, dajmo pogledati, ne. Kaj bi ti govoril Ivan, aktualna singelca skupine Mi2?
se dosti spremenilo, komu mar je za besedo, lažje se razume silo. Kaj bi ti govoril, Ivan, ni nas dosti izučilo. Zbirajo se črni ptiči, farmo vodijo prašiči. Na okna trkajo mrliči, preživeli iz pepela, deco mečejo peči. Kaj bi ti govoril, Ivan, kar ne čutiš, ne boli, srca so okamenela, solza njih nas bo preklela. Človek v sebi nosi čredo ljudi, koga skupaj zložiš, nikaj prida vreda. Vreda. Boš rešil pesjan, še en krvi, lačen zlata, potuhnjen in bedan. Govoril Ivan, svoboda ni za vse enaka, težko najdeš poštenjaka, kravata stiska okrog vrata. Kaj bi ti govoril, Ivan, ostri kremplji psihopata, vse se suče okrog denarja, hlapec ljubi gospodarja. Človek sebi nosi čreno ljudi, koga skupaj zložiš, nikaj prida vreda. Vreda. Boš rešil pesjan, še en krvi, lačen zlata, potuhnjen in bedan. Bedan. Človek v sebi nosi čredo ljudi, koga skupaj zložiš, nikaj prida vreda. Vreda. Kaj bi ti govoril, Ivan? Kaj bi ti govoril, Ivan? Ti govoril, Ivan. Kaj bi ti govoril, Ivan? In zasedba mi dva, Tone z mano, Tone koncertov, kolikor hočeš, odlično. Vi ste eni tistih, ki vas pa nič ni doma, no? Ste pa stop na koncertih. Smo veliko na koncertih, ampak po vsakem koncertu pridemo domov. Pride pa domov. Ja, to je zelo pomembno. Zdaj imate dve zadevi, ne? Lahko vas vidimo električno, lahko vas vidimo pa na turi. Tako, seveda, kot vsa ta leta doslej izvajamo električni program, namenjen nekim večjim rockerskim žurom, ne? Bodi si open airom, bodi si tudi nekim koncertnim dvoranam. Ob tem pa smo nadgradili naš akustični program, s katerim koncertiramo prav tako že krepko desetletje. Smo naše vrste ukrepili z pihalnim kvartetom in z tokalcem, s katerim že tudi nekaj časa sodelujemo, Blažem Celarcem. In kar je pa pravzaprav največja prednost tega, da je Anže Završnik, naš kolega in prijatelj, ki je tudi vodja tega pihalnega kvarteta, pravzaprav spisal aranžmane za skoraj 10 pesmi, ki zdaj res zaživijo v neki drugačni podobi in moram reči, da so odzivi na to varianto, na to obliko zelo, zelo, zelo pozitivni. In smo temu primerno ta paket zapakirali tudi nek produkt, se pravi neko koncertno
koncertno izdajo, ki smo jo naslovili Naturi in s katero koncertiramo pravzaprav po celotni Sloveniji. In je super, prav fajn slišati obe verziji, ne? Recimo ene skladbe, ali tista res rockerska, električna, ali pa pol akustično. Ki je pa še zmeraj dovolj rockerska. Tako. Ja. In res, pejte pogledati obe, najboljš, pa se prepričajte, enim je bolj všeč to, drugim tretjim nam je pa vseeno, sam da so mi dva. Ne? Ja, jaz tudi mislim, ker si ti rekel, da si bil 10-krat že tukaj pri nas na VTV. Ne? Tudi jaz mislim, da sem bil vsaj 10-krat na vaših koncertih. No, evo, me veseli. Ja. Pa tole je še začetek. Sem videl, da imate naprej tudi kar pestro. Maja je kaj, Škis, ne? Škisova tržnica, sicer pa, ko govorijo ravno o Naturi, za nami so koncerti v Murski Soboti, v Rodnem Rogacu, v Galusvi dvorani Cankarjevega doma pred kratkim, sledijo še neke to je tudi repertoar, to je v bistvu varianta koncerta, ki je zelo primerna za taka malo bolj prestižna koncertna okolja, taka malo drugačna. Igrali bomo na Celjskem gradu, v Portoroškem auditoriju, v Žički Kartuziji, na gradu Bogenšperk, sledi tudi koncert jeseni v Slovengradcu v športni dvorani, ki bi moral biti pomladi, pa je zaradi objektivnih okoliščin bil prestavljen. Skratka, kar nekaj teh, kot rečeno, res dobrih, zanimivih lokacij, po možnosti po vseh delih Slovenije, tako da se veselimo. A vam je v redu, recimo, ko bendu, ne vem, igrate stožce 11.000 ljudi, pa prijete pa nekam, ki jih je pa 200? Ma tudi ta svoj čar, Ma čar, absolutno. Prva stvar je, da absolutno našega koncerta na naš koncert nikakor ne vpliva število obiskovalcev. Mislim, da se treba popolnoma enako potruditi za manjšo skupino ljudi ali pa za neko večjo množico, včasih za tiste redke, ki so prišli ali pa so v nekem malem okolju, ki ne prenese večjega števila obiskovalcev, toliko bolj. Na teh akustičnih koncertih v manjših dvoranah je pa seveda ta stik z obiskovalci še bolj neposreden. Zadeve so dejansko bolj intimne, bolj osebne, zato tudi v tej obliki koncerta izbiramo malce drugačne pesmi. Recimo repertoar je skoraj da 30-40% se razlikuje električno pa akustično nastop. Hvala Bogu, imamo dosti pesmi. Ravno to sem mislil reči. Kako sploh zbrati za tisti 2 urci, ki se pol mogoče tudi malo podaljša skladbe, ker dejansko imate repertoar, bi lahko igrali 5 ur. Ja, verjetno res. In pa so eni jezni, joj, pa tega niso igrali. Zdaj zadeva je pač na teh nekih množičnih prireditvah, kjer pride poslušalstvo zelo raznoliko, ki ni izključno tvoje, praviloma igraš nek železni repertoar. Praviloma igraš največje hite in temu je pač tako je. To ni samo naša značilnost, to je na globalni ravni. Kadar imaš nek samostojen koncert, na katerega veš, da pridejo tvoji, recimo, največji fani, je pa dobro, da jim ponudiš nekaj takega, kar niso slišali že dlje časa, ker gre vendarle za ljudi, ki bolj poznajo tvojo glasbo in si tudi zaslužijo dobiti še neko dodano vrednost na koncertu. Sicer je pa, če so recimo ti električni koncerti malo bolj spontani, je pravzaprav vseeno zdaj, katera pesem, kateri sledi, so pa ti akustični dejansko bolj zasnovani, bolj konceptualno zasnovani, se pravi, da ima sam koncert res neko rdečo nit, ima nek uvod, nek vrhunec, nek zaključek in tam pa ni toliko improvizacije. Okay. In ko smo ravno pri besedilih, pri ogromno skladbah, ki jih imate, različne, se ne igrate vedno vse iste, morate znati kar nekaj skladb tudi. Ti, recimo, Stole, Padajo. Kako to sam naštevaš? Kako si se zapomnil vse to? Sej imam kar težave, ne? Recimo, evo, da na prvih 2 koncertih, ko smo igrali to pesem, sem imel plonk listek. Ja, verjamem, ker tole. Jaz, ko sem poslušal, sem mislil, wow, jaz ne bi mogel, jaz bi se zgubil. Ne, zanimiv paradoks je, midva besedila v bendu že 30 let pišemo tako Jernej kot jaz, ne? In Jernejevo besedilo redko kdaj pozabim. Svojega pa malo pogosteje, dobro, ne v celoti, ampak potem se seveda, če pride do take situacije, se seveda zvlečem, mogoče tudi včasih malce improviziram, konec koncev vse sem jaz napisal besedilo, ga lahko malo prilagodim. Kako drugo rimo noter, ne? Ena super zadeva, no. Dajte si vi probati zapomniti tole, kar zdajle Tone poje. Padam. Oziroma Padajo, pardon.
roke, padajo hvale, padajo skale, padajo brade, padajo vlade, padajo goli, padajo koli, padajo čase, padajo flaše, padajo vici, padajo strici, padajo piki, padajo triki, padajo droni, padajo mlaji, padajo sloni, padajo zmaji, padajo broni, padajo troni, padajo plombe, padajo bombe, padajo veje, padajo meje, padajo škorci, padajo borci, padajo naši, padajo vaši, padajo Prusi, padajo Rusi, padajo fraze, padajo gaze, padajo Turci, padajo kruci, padajo rose, padajo stave, padajo kose, padajo glave. Jaz pa čisto sam visim na robu našega prepada, zadnje bilke se držim, ko se mimo mene pada. Jaz pa se še krvarim na robu svojega propada, tvoje roke ne spustim, vse dokler imaš me rada. Padajo droni, padajo mlaji, padajo sloni, padajo zmaji. Jej, padajo rose, padajo stave, padajo koste, padajo glave. Jaz pa čisto sam visim na robu našega prepada, zadnje bilke se držim, ko se mimo mene pada. Jaz pa se še krvarim na robu svojega propada, tvoje roke ne spustim, vse dokler imaš me rada. Tvoje roke ne spustim. Evo, zanimivo, no, jaz se pravim, že prej, da sva se pogovarjala, jaz se zgubim nekje pri prvi kitici, vse se rima, pa vse sam, prosto, ne gre več. Bravo, vsa čast. Naj povem, ko smo prej govorili o vizualizaciji, tudi video spot oziroma vizualizacijo za to pesem je naredil Domen Rupnik. In če pa še to malo primerjamo z spotom Hin, ki je prav tako animacija, ki je sicer drug avtor, Jernejev sin Jadran, ugotavljaš, da v bistvu se če dalje bolj zatekamo k animiranim videospotom. Očitno smo malo prestari, da bi se razgalili takšni, kot smo. Ja, ne vem, no, meni se zdi, ker sem vas zdaj gledal, pa tako, ne vem, na začetkih se mi zdaj zdite tako malo boljši formi, no. Mogoče malo bolj zdravo živimo, kot smo redek, ne vem. To je to, ne. Šarmantni moški postanemo z leti, tako pravijo, ne. Ampak koncertov pa ogromno, prej smo omenila in ravno sem gledal, da do konca aprila, ne, julija, imate bolj ali manj vikende polne, ne? Pol dopusta malo kaj za mislim, da letošnji večji zadnji koncert bo na festivalu Pivo in cvetje. Potem pa sledi takle približno enomesečna pauza, da si, kot si že rekel, šarmantni gospodje v zrelih letih malo se odpočijemo. Malo se treba spočiti, malo zgladiti gube, ten naredite malo rjav.
Pivo in cvetje, boste tudi, tam ste bili že tudi kar redni gosti ste, ne? Ne vem, sej načeloma te stvari, obstaja nek arhiv teh naših koncertov, tako načeloma bi celo lahko točno ugotovil, ampak v pripravah na ta pogovor tega nisem storil, se upravičujem. Ja, mislim, da smo igrali, da smo v Laškem igrali vsaj že 7-krat, 8-krat. Okay. Letos Parni Valjak pridejo. Ja? Ja, tako da, evo. Brez Akija. Informacija. Ja, z Igorjem Dervenkarjem, tudi odličen pevc. Ja. Če boš imel cajt, si ga veš pogledati, bo kar fajn. Tako da, ja, pa malo, kaj bi rekel, premirja, ja, v bistvu res malo miru. Septembra štartate zopet, rekel si Slovengradec in tako naprej. Tako pa še en kup lokacij, tudi Primorske, kar nekaj koncertov, Sežana, Ajdovščina, skratka Idrija, kasneje. In če gremo zdaj od koncertov še kakšnim posnetkom, se bo tu delalo na kakšnem novem singlu? Ja, načeloma vse te pesmi, ki smo jih doslej poslušali, še niso bile izdane na nekim samostojni albumski obliki, kar pomeni, da ta nov album nastaja, tudi neke ideje za ostale pesmi se že rojevajo. Je pa to vse seveda odvisno od našega časa, tudi neke ustvarjalne potence, predvsem od tega, koliko nas sicer koncerti izčrpajo, ampak nekje mislim, da naslednje leto bo en tak primeren čas, da zapakiramo. Zapakirate zopet v kaj že 12, ne? Če štejemo avtorske in koncertne, ja, bomo nekje tu še blizu. Wow. Dobre, pa 13 preskočite, ne, se veš, nesrečno število, pa novim zmagam naproti. Voda, ja. Delate še vedno, tako kot si prele malo na hitrco omenil, kot cel band, ne? Nekdo prinese eno idejo, drugo tri besedilo ali pa ne? Na koncu pa seveda je pa pesem takšno, kot jo slišite, ne? Je pa dejansko rezultat čisto vseh članov skupine, ne? Ki vsak prispeva en več, drugi manj, enkrat več, drugi ponekod več, ponekod manj, ampak vsi dejansko prispevamo k končni podobi pesmi. Vaje še imate? Tam, ko ponavadi na belem? Tam imamo predvsem seveda ustvarjalne vaje, nekaj normalno pa kadar pripravljamo nekaj novega, zdaj, ko smo seveda nekaj oblikovali ta akustični program, se je bilo treba nekajkrat dobiti, ampak ker delamo s profesionalci, je to relativno hitro šlo. Se pravi, največji čar in tudi to zadevno največ časa, kar se vaj tiče, pa namenimo vajam, na katerih nastajajo nove pesmi. Ne? In to je ena tista, meni izredno ljuba dimenzija ukvarjanja z glasbo, ker koncerti, seveda so koncerti neka nuja, koncerti so fajn, ampak koncerti so bolj ali manj podobni. Medtem ko pri tem ustvarjalnem procesu pravzaprav nikoli ne veš, kaj ti bo uspelo. Kam bo zanesla pot. Ja. Kaj pa koncert, recimo, si kakšnega še posebej zapomnil, ker je bil pa res tako bizarn, ne vem, elektrike zmanjkalo, toča padala. Pa v preteklosti se je dogajalo marsikaj. Zadnja leta tudi, seveda, pravzaprav višji, ko ima band rating, boljše pogoje ima, manj je tudi možnosti za kakšne nepredvidljivosti, ampak nikoli ne veš, nikoli, ko greš noter, nikoli ne veš, kako se bo zadeva končala. Sicer si pa seveda zapomniš, najbolj zapomniš tiste koncerte, ki po nečem izstopajo, bodi si po dobrem, bodi si v slabem, k sreči v glavnem po dobrem, in predvsem te neke velike koncerte, seveda, in tudi koncerte na nekih prestižnih lokacijah, kot recimo Cankarjev dom, je zmeraj neki izziv, polne Stožice, poln Tivoli, polne Križanke, to so Celjski grad, skratka, to so. Na Lento igramo letos, ja. Tudi Lento? Na Lento, električna varianta. Ok, evo. Super, tole pa bo. Bera bo odlična, malo pogledajte na spletno stran skupine Mi2, tam imate lepo napisano vse tu datume, dejansko je res odlično, tudi zgodba je zanimiva. Čisto nova spletna stran. Nova spletna stran, ne. Ja. Tako da za konec, Tone, kaj bomo še eno, le zaspi, ker je že taka pozna ura, pa gremo spat. Daj imamo še en spot, ker pokažemo svoje obraze, točno to, čeprav zgolj na hitro. Ja, ne bojo verjeli, da je on drugač v bendu, če ne se vidi kak spot. Preden se poslovija, mogoče se samo kako besedo ali dve o pesmi. Le zaspi je pa pesem z naše prejšnje plošče, zadnji singl z naše prejšnje plošče Črno na belem. Tudi ena taka nežna pesem, tudi mogoče ena kombinacija nekega osebnega in družbenega. Sem pa zelo vesel, da se je na naše vabilo kot glavni igralec tega spota odzval en
cenjeni slovenski dramski igralec Vojko Zidar, ki je tudi velik prijatelj našega benda in ki mislim, da je odlično odigral svojo vlogo. Tone, najlepša hvala za obisk. Hvala tebi, Igor. Lepo se imej, uživajte na koncertih in upam, da se kmalu zopet vidimo. Še kdaj. Vedno z veseljem. Tale kavč je tukaj, ti sam prid. Še kokice sveže. To je to. Hvala. Uživaj, lepo bodi. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Evo, tudi vam, dragi gledalke, gledalci, lepo se imejte, zdaj pa le spat. Dajmo skupaj le zaspi in mi dva se slišimo in vidimo naslednji teden. Čau, čau. Sonce v očih izvabil z ust tvoj čudoviti smeh, ko me enkrat ne bo v tvojo posteljo. Kdo te pokril, ko bo pritisnil hlad, ti razmršil lase, imel te rad, ko me enkrat ne bo tvojo posteljo. Postoj, ne hodi, ko se noči. Postoj, da ne zaideš v temi, le zaspi. Ne vidiš, draga, lakotnih oči, zatiglih ustnic, dvignjenih vesti, ki v mraku se doje, ki na svoj plen preže. Ne čutiš vetra, ki hrumi krog streh, ledi po žilah kljuje v kostih, ne slišiš zlih besed, preteči novi red. Postoj, ne hodi, ko se noči. Zaideš v temi, le za